Ena stvar je to skrivanje diagnoze. Ne? Spravi, prva stvar, seveda, ko dobiš izvid s pozitivnim rezultatom, je tudi, hvala Bogu, imamo zelo fajn sistem narejen, da te takoj preusmerijo v zdravstveni sistem. Ampak takoj dobiš pa tudi informacijo, no, vse ni treba povedati tega. Spravi, ko priješ naslednji dan na infekcijsko, na spremni pisarni sam poveš, kjeremu zdravniku greš. Čeprav je že tisti dan, ko priješ tja, je vsem jasno, po kaj si prišel. Ampak se nekje pol delamo, kao da ne vemo, čisto zato, ker doben ne reče tega jasno in glasno naprej. Predno greš na infekcijsko, seveda rabiš napotnico svojega osebnega zdravnika. Jaz sem imel zelo dobro izkušnjo, no. Zelo prijazna zdravnica in tako. Kar me je pa zmotilo, tam je pa bilo, recimo tam, ko mi je 4. omenila AIDS. Takrat sem pol malo jo poskušal korigirati, no. Ampak tudi ni pomagal, ker je pol še kar AIDS naprej uporabljala namesto HIV. To je zelo podobno, no, če bi nekomu, ko ima povišan tlak, pa že kar povedali, no, vse ni davč, pa vam bomo kar noge porezali stran, pa oslepeli boste tudi, no. Enostavno, ne, zdaj, če človeku ta prvo predočimo, tisti najhujši outcome, ko je možno, no, preč ni fino, drugič pa čisto podzavestno damo človeku eno sporočilo, ne. Jaz sem bil zelo takrat kar zelo depresivno, ne. Oziroma šlo je iz ene skrajnosti v drugo, od strašne jeze in norije do res totalne potrtosti. To je kar nekaj časa traja. Zdaj, zaenkrat, razen tega, da dobiš napotnico za psihiatra ali pa da ti ponudijo antidepresive, kakve take strašne pomoči ni pri nas. Čeprav so zdaj nevladne organizacije odpirajo te programe tudi, ne, spravi za tisto vsaj začetno svetovanje, pa pol vključitev v skupino noter. Nažalost je to zdaj samo v Ljubljani, kar tudi onemogoča pol dostop do tega. Ta diagnoza nosi s sabo tako stigmo, da glava boli. Ne virus, ampak tista stigma, ko pride z izvidom, je objavska. Mislim res. Pač vsak rabi pol neko obdobje, da to predela in tako naprej. In tisto to prvo obdobje, vsaj pri meni, je bilo zelo intenzivno, čustveno, izčrpan, mislim, res na tleh. In zdaj, seveda, vse je pametno človeku reči, dobro, vzam si nekaj časa, premisli sam pri sebi, komu boš povedal in tako naprej. Ker pač prihajamo iz različnih okolij. Ampak reči pa nekomu, bodi tiho, skrivaj to, ne, pač zoblji tiste tablete, ampak Bog ne ve, da bi kdo za to zvedel. Ne, to s tem damo sporočilo človeku, da je s tabo nekaj hudo narobe. Ampak če ima nekdo pozitiven rezultat na HIV, zaradi tega še s tem človekom ni več narobe. Dajmo primerjati s HPV-em. Mislim, da sem statistike gledal tam odvisno od leta, no, ampak od 30 do 300 krat več ljudi umre v Sloveniji zaradi HPV-ja. To je tak killer, tak glavo boli, ne? Zaradi HIV-a je mogoče še odvisno zdaj od leta, od 1 do 5 ljudi v Sloveniji. Spravi, ena marginalna smrtnost pri HIV-u, medtem ko pa pri drugih virusih, ko si jih pa veselo podajamo med sabo, brez kakršnih koli zadržkov, tam pa tega ni, ne. Zdaj, naslednja stvar, ko me je pa res zmotila, je pa bil odnos infektologa do tega, da sem jaz povedal, da pač ne mislim tega skrivati. Jaz verjamem spet, da je on tudi dobrohotno gledal, nekako izhaja iz situacije, ko so mogoče drugi ljudje, ampak reči nekomu, da naj bo vsaj zaradi svojih staršev tiho pred drugimi. Ta je bila toliko huda, da mislim, da je zdaj še po parih mesecih še kar predelujem.
res. Enostavno takih stvari se moramo zadržati. Zdravnik ni, mislim, to ni moralna obsodba, to je en zdravniški izvid. No? In pri tem mora zdravnik ostati in pomagati človeku, da se bo spoprijel s tistim, ne pa mu nabijati, dobesedno nabijati dodatnih bremen na hrbet, ker že imaš itak zadost. Kar bi jaz takrat pričakoval, bi bil en zelo pozitiven odnos, ker dajmo si tako pogledati. No, vsako tako stanje je tek na zelo dolge proge. Težko je, da bi sam človek to vse predelal in ne sam infektolog, ne. Tudi tvoj osebni zdravnik, mogoče psiholog, psihiater, vsaj mogoče v prvem obdobju, ali pa kak svetovalec, starši, prijatelji, partner. To so ljudje, ko jih rabiš, da boš lahko na dolgi rok pozitivno sfurati. Vse te izzive, kot ti jih pač. Vse izzivi niso tako strašni. Zdravo življenje in tisti redni obiski pri zdravniku pa bo kar šlo.